celega kraja so se zbirali, da bi gledali, kaj je to za eno čudo. In videli so, kako cirkusanti postavljajo šotor. Pridno so postavljali palice, šotorska platna, zavijali žeblje, celo Levček jim je pomagal. Ja. Ampak namesto, da bi kaj pridnega naredil, je Levček nagajal. No, in malo preden je sonce zašlo, so cirkusanti pospravili in pripravili še zadnje podrobnosti. Tako, da se lahko v določeni uri pričela predstava. In na oder je stopila voditeljica. Za današnji otroci tukaj v glasbeni šoli Celje. Odločili smo se, da tokrat v Zbini kreativi pripravimo naš cirkus in tokrat vam bomo prvo točko predstavili klavneso in klavna. Klavnesa in klavn sta prišla v areno in začela izvajati svoje norčije. Klavn je imel pokvarjen dežnik, klavnesa pa je žonglirala. Ker klavnu ni uspelo dežnika odpreti, me njegova ljuba klavnesa morala pomagati. In ko ima je to uspelo, sta se naprej šalila. Klavnesa je žonglirala, najprej zelo nerodno, ampak na koncu je pokazala, da zna zelo spomniti. Ampak tedaj naenkrat pa je v areno pritekel Levček. Klavna sta se prestrašila in pobegnila. Levček naprej nagajivo renčal in nagajal. V areno je takoj za Levčkom prišel dreser. Ker ni nihče napovedal njune točke, pa se sama začela izvajati. Levček je poleg tega, da je izvajal svoje norčije, skakal tudi čez ognjen območ. Občinstvo v cirkusu se je že prestrašilo, da se bo Levčku kaj zgodilo. Vendar Levček je pokazal, da zna.
Klonček se je upravičil vrvohodki in ji pomagal nazaj na gore. Vendar mu je vrvohodka vzela tudi njegov dežnik, dokler ji ni seveda pomagal. Tukaj je vrvohodka spet nadaljevala s svojo točko, ko se je čarovnik domislil in odšel.